Največja zanimivost tega projekta je to, da je iz klasične tipske montažne hiše nastala povsem individualna hiša in da nima niti ene same stopnice. Lastnik in lastnica sta na čudovito parcelo ob gozdu in potočku želela postaviti tipsko montažno hišo. Vseeno pa se je izkazalo, da njune želje ne ustrezajo popolnoma tipskemu načrtu. Za pomoč sta zaprosila notranjo oblikovalko, ki jima je pokazala, kaj vse je mogoče. Pa poglejmo. Lepo pozdravljeni, moje ime je Eva Ferlan, sem iz Juka Studia, dobrodošli v hiši na robu gozda. Ta objekt odseva nek svojevrsten karakter. Kako ste pa objekt prilagodili željam lastnikov? Lastnika sta predtem živela v taki klasični slovenski hiši, večnadstropni. Tudi tukaj so bili prvi načrti taki že izpred let, da bi imela hiša 2 nadstropji in da bi bila v bistvu dvostanovanjska hiša. Potem sta pa nekaj časa odmislila to, da bi sploh delala hišo. In potem sta prišla do obdobja, ko sta se preselila sama, brez otrok, in smo prišli na idejo, da v bistvu je super enoetažna hiša, ki ima točno toliko prostora, kot ga potrebujeta in nič več. In nadalje smo pač se odločili, da bi bila hiša pritlična brez ene same stopnice. Zelo smo pa pač upoštevali tudi okolico, kjer se hiša nahaja. Želela sta si tudi, da je dokaj minimalna oprema. To sem probala čim bolj upoštevati. Se mi zdi, da nam je uspelo, ampak nekaj pa še vseeno mora biti prostor za shranjevanje in ne moramo živeti v praznih prostorih. Gre za tipsko montažno hišo, ki smo jo mi tekom načrtovanja notranje opreme popolnoma spremenili. V bistvu smo šli malo v drugi smeri, da smo šli od noter na ven, ne od zunaj na noter. Ob vhodu v hišo vas nagovori macesnova fasada in unikatno oblikovane kljuke za vrata, ki jih je oblikoval akademski kipar Metod Frljic. On je tudi tukaj blizu, izhaja iz teh koncev. Motiv te kljuke se tudi nanaša na bližnjo okolico te hiše in sicer gre za visoško agato. Agato iz Visoške kronike, iz Visokega. To kljuko smo izbrali zato, ker v bistvu nam kljuke, ki jih ponujajo za vhodne vrata, nekako niso bili všeč in potem smo skupaj z lastnikoma prišli na idejo, da bi njega poprosili, če bi to oblikoval za njiju. Izziv je z veseljem sprejel, tako da smo imeli tudi z njim eno zabavno popotovanje pri oblikovanju teh kljuk. Njegove kljuke se nahaja potem še v predsobi in na vratih v kopalnico. Potem vstopimo v predsobo. Predsoba je bila tak zanimiv zalogaj, ker je lastnica v bistvu želela, da ni nikjer nič za obesiti in da v bistvu v tej sobi niso razstavljeni čevlji. Tako da smo potem prišli do neke rešitve, da smo naredili to garderobno omaro, ki je narejena praktično iz letvic s temi vmesnimi praznimi prostori in dno omare se začne malo višje, zato da je kar na tleh v omari se nadaljujejo tla iz predsobe. Tla so iz hotaveljskega marmorja. To je tudi en del našega koncepta, ker smo želeli uporabiti naravne in kar se da veliko lokalnih materialov. Marmor je obdelan na način, da je krtačen, kar v bistvu malo olajša vzdrževanje in majčkeno bolj je mogoče hvaležen z vidika tega, da se ne pozna vse gor in teh kamenčkov, ki jih prineseš od odzunaj in tako. Potem nas v glavni prostor, kuhinjo in dnevno sobo, popeljejo ogromna steklena vrata. Ta steklena vrata smo želeli zato, ker da že v bistvu v predsobi povabiš naprej v te čudovite poglede, ker se iz predsobe tudi vidi gozd naprej. Jaz nisem želela, da imajo
kakršnokoli okovje, zato smo jih upeli na stropu in v tleh, ker se mi zdi, da to ne bi šlo zraven teh kljuk. Potem v glavnem v dnevni sobi z kuhinjo je po tleh parket, kakor tudi po vsej ostali hiši, tudi v kopalnici. V tem prostoru imamo tudi kamin, ki je prav tako obložen s hotavelskim marmorjem. Zdaj za kuhinjo smo izbrali barve iz narave in v bistvu tudi lastnica obožuje zeleno barvo in je želela, da je vsaj nekje v hiši še uporabljena zelena barva. Ravno pri kuhinji se je začelo preoblikovanje te hiše in sicer mi smo želeli umestiti otok, kar nam je v bistvu stena pri kuhinji onemogočala, tako da smo jo skrajšali in smo potem lahko umestili velik otok, ki v bistvu tudi omogoča med kuhanjem in delom v kuhinji poglede ven, poglede v naravo. Ko smo tudi umestili kuhalno ploščo in korito in še vsem pustili nekaj prostora za delovno površino. Zadnji del kuhinje pa služi kot neke vrste shramba oziroma prostori za shranjevanje. Na sredino tega niza omar smo umestili kuhinjsko nišo, ki je zdaj sicer večino časa zaprta, ampak vsem dopušča možnost dodatne delovne površine. Kuhinja je v kombinaciji črne in zelene barve, pult je črn, oblečen je s kamnom. Tle v kuhinji smo, glede na to, da je črno in tako minimalistično, smo se malo poigrali z detajli ročajev in z detajli, kako se v bistvu zaključuje pult in omarica. Z lastnikoma smo se veliko pogovarjali, kje bi se stopali na vrt. Jaz sem jih mogoče na vsak način želela prepričati, da bi bil vrt na spodnjem delu, kjer se direktno odpiramo na gozd, ampak smo potem s skupnim konsenzom naredili izhod na teraso iz kuhinje in iz jedilnice, tako da preko drsnih vrat se stopamo na vrt oziroma na tako pokrito teraso, ki pa ima tudi na stropu svetlobnik, ki spušča svetlobo tako na teraso, kot dodatno osvetljuje ta prostor jedilnice in kuhinje. V dnevni sobi smo želeli minimalno pohištvo, to se pravi samo police, knjižne police in eno manjšo stensko omarico pod televizijo za shranjevanje kakšnih malenkosti. Pohištvo v hiši je narejeno po meri, razen kuhinjske mize, stolov in kavča. Oblečeno je v hrastov furnir, ki je oljen. V kombinaciji s tem pa je nekaj teh omar za shranjevanje, mogoče bolj v servisnih prostorih, razen z izjemo kuhinje, barvanih. Ta velika panoramska okna nam tudi odpirajo te čudovite zunanje kulise, ki so ne 4-krat na leto, ampak vsak dan drugačne. In smo poskusili to v bistvu tudi izkoristiti kot nek del interierja, kot neke slike, tako da smo v bistvu tudi interier in barve, ki so v hiši prilagajali naravi, ki jo obdaja, smo jo na nek način sledili. Prednost oziroma posebnost teh oken je mogoče tudi to, da so iz macesnovega lesa in so oljena, kar je pač tudi to, da smo sledili čim bolj naravnim materialom in v bistvu tudi naravni obdelavi le-teh. Spalnica, kopalnica in garderoba so ločena enota, ki v bistvu jih ločujejo ena vrata. Tudi v spalnici imamo ogromno panoramsko okno, tako da imamo za dobro jutro čudovit pogled ven v naravo. Na sredini teh 3 prostorov je kopalnica, stena, ki meji na spalnico in garderobo, je pač klasična stena. Stena, ki meji na ta hodnik oziroma prehod med garderobo in spalnico, pa je steklena, zato da tam tudi dobimo nekaj svetlobe. In zdaj, ker nismo hoteli, da je klasična steklena, smo poiskali to rebreno steklo, kar nam doda neko dodano vrednost vizualno plus uporabno. Danes na ta lep sončen dan vidimo, da naravne svetlobe res ne manjka, je pa tudi polno nekaj zanimivih ambientov iz umetne osvetlitve. Kako ste pa to načrtovali? To je tudi kar zanimiva zgodba. Z naročnico sem ji pokazala
tole lučko od Tilna Sepiča. In je bila tako všeč, da je rekla, to jaz hočem imeti v hiši. Iz te okrogle Sepičeve svetila smo nadaljevali s to obliko kroga v svetilih in prav tako v obliki ogledal v kopalnici in v WC-ju. V WC-ju je res mali prostor, zato smo to okroglo ogledalo na 1/3 prerezali in ga postavili v kot, tako da se nekaj še dodatnega zgodi v WC-ju. V kopalnici pa je to ogromno okroglo ogledalo, ki nekako tudi optično poveča prostor, ki ni prav velik oziroma dovolj velik temu, kar služi. Koliko časa je pa potem trajala gradnja? Gradnja je skupaj z načrtovanjem trajala dobri 2 leti. To se mi zdi kar hitro. K tej hitrosti je pripomoglo to, da je hiša montažna. Poleg tega pa to, da je že pred časom bil namen na tej parceli graditi hišo, ki je bila mogoče veliko bolj zakomplicirana od te trenutne, kar se tiče gradnje in umestitve v prostor in vseh ostalih zadev. Kaj bi pa rekli, da je bil največji izziv med gradnjo? To, kako v bistvu čim boljš umestiti hišo v dano lokacijo, ki je na eni strani čudovita, na drugi strani smo jo pa hoteli, smo se jo hoteli izogibati. Tako to v bistvu. Zdaj vsi vemo, da pri arhitekturi je vedno tako, da neka ideja v glavi je lahko potem nekaj drugega kot izvedba v resničnosti. Tako da vedno je treba imeti tudi dobre izvajalce. Kje ste našli pa izvajalce za ta projekt? Večino izvajalcev smo poznali od prej. Lastnik se tudi ukvarja z gradbeništvom in je v bistvu veliko izvajalcev on poznal že prej in sodeloval z njimi. Nekaj smo jih mogli na novo poiskati. Z enimi je šlo lažje, z enimi težje, ampak na koncu smo dosegli rezultat, ki smo ga vsi hoteli, da v bistvu oblikujemo in naredimo objekt, kjer se bodo lastniki dobro počutili in bodo zadovoljni. In to mislim, da zdaj tudi sta zadovoljna. Ali kot notranja oblikovalka sodelujete z nekimi svojimi preverjenimi izvajalci? Ste mogoče daj tudi platformo Moj mojster uporabljali? Sem že pogledala platformo Moj mojster, večinoma pa vsi najrajši sodelujemo s tistimi, ki jih poznamo, ker vemo, kaj lahko pričakujemo. In tudi v bistvu lažje je, ker se enih stvari sploh ni treba dogovarjati, ker se poznamo in točno vemo, kaj kdo želi, kaj kdo lahko nudi. Je pa to v bistvu super platforma za nekoga, ki nima izkušenj, ker se mi zdi, da tam vsem lahko dobiš preverjene izvajalce. Kaj bi pa svetovali vsem, ki v bistvu želijo postaviti neko tako hišo v naravi, prilagojeno svojim željam? Jaz bi svetovala, da v prvi fazi vsak zase razmisli, kaj si zares želi in kaj potrebuje, in odmisli vse to, kar vidi drugje. Ker če narediš nekaj iz sebe, boš to z veseljem koristil in tudi na daljši rok se bo to obrestovalo. Bi pa vsem svetovala, da si poiščejo pomoč, ker arhitekti, oblikovalci pomagajo, da v bistvu gre proces lažje čez, najdejo rešitve, ki jih mogoče sam ne poznaš, če se ne ukvarjaš s tem, in ne nazadnje tudi olajšajo proces, ki je za vse, ki jih jaz poznam, ekstremno stresen. Kaj vam pa kot notranji oblikovalki pomeni sodelovanje na Festivalu Odprte hiše Slovenije? Sodelovanje na Festivalu Odprte hiše Slovenije je zame potrditev. Pomembno se mi zdi pa tudi to, da Odprte hiše Slovenije ozaveščajo najširšo javnost o dobri arhitekturi in dobro oblikovanih interjerjih, in s tem širijo znanje, širijo ozaveščenost in na nek način tudi v bistvu pomagajo arhitektom in notranjim oblikovalcem ozaveščati najširšo javnost o njihovem obstoju, ker se velikokrat ne poznajo vsi arhitektov, ne poznajo vsi birojev in se mogoče tudi nanašajo na platformo Odprte hiše in poiščejo izvajalce, poiščejo biro, poiščejo notranje oblikovalce.
Tako da se mi zdi, da so Odprte hiše Slovenije niso samo festival, ampak so platforma, ki širi znanje o lepih hišah, lepih interjerjih, kvalitetni arhitekturi.